zdaj vabim vas, gospod Zlato Rudolf. Že, jaz mislim, da bi na konc. To svoje bi moralo biti na konc, ker je zanimivo poslušati in potem dejansko ven padeš in pozabiš na sebe, a ne? Ampak potem sem jaz tudi, da vas spomnim. Ja. Ali pa mogoče, da malo razbijemo to, bom rekel, akademsko, pa prostite pač znanstveno sfero, pa da gremo pravzaprav na tisto področje, ki ga jaz najbolj poznam, to je področje umetnosti, recimo. Preden pa gremo tja, pa sem jaz še par besed o vas povedala, da vas poznajo tudi malce pobliže naši gosti. Zlato Rudolf je diplomiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Slavku Tivcu in Jožetu Cjuki iz tematike razvoj in delovanje konfliktna človeka. Je dobitnik študentske Prešernove nagrade in avtor javnih skulptur, kot so Pasjegralec iz Kamna v Sodražici, skulptura Zorice iz Kamna na Ljubljanskih Žalah, portret Barba Zorja iz Kamna na gradu Bogenšberg, fontana iz Kamna pred SKB na Ugrlici Koper, umetni kamni v vodnem parku Atlantis v Ljubljani, kamniti vrt pred trgovino v Marvingrad v Krombergu in fontana Purhal v večni bojih na Rašici. Dobrodošli, beseda je vaša in se nadejamo ustvarjalnega predavanja. Ko pravzaprav prihajaš v to sfero, pravzaprav, da moraš nekaj povedati pred skupnostjo, pravzaprav nastopi tista stara dilema, ali si dovolj dober, ali si dovolj podkovan, ali si dosti prav. In praktično ima to vsak izmed nas v sebi od rojstva. Pomembno se mi pa zdi pravzaprav to priznati in povedati, da smo pravzaprav vsi ljudje in da smo iz istega testa in da pravzaprav včasih recimo po svoje moja dela bolj govorijo kot moje besede, ampak bom vsem štartal iz ene dileme in bom šel stran od sebe, v zgodovino. Namreč tudi jaz se sprašujem, ali dejansko, kam ta svet drvi, ali smo mi civilizacija, da smo napredna, ali smo pravzaprav nekaj pozabili v tej dobi tega človeštva. Zdi se mi, da smo pozabili na tiste prve stvari, ki jih še indijanci vejo. To je to, da pravzaprav je treba naravo ohraniti. In če bi jaz posplošil v dveh besedah, ali je naša civilizacija napredna ali ni napredna, meni se zdi, da ni, zaradi tega, ker smo naredili več škode, kot ljudje v 10.000 ali pa 100.000 letih. To je stvar debate, ampak redki so ljudje, ki razmišljajo podobno. Glede na to, da je tukaj recimo na tem listu 100 let človeške civilizacije, tukaj na tem še 100 let, je tlele približno 1000 let. In v teh 1000 letih recimo je lahko vidimo, da po slikah vidimo zgodovino, v redu je, in praktično vsak izmed teh ljudi je nekaj sanjal, je imel svoj občutek za čas, ampak teh 1000 let je minilo tako, kot je en dan. Govorim o tem, da smo mi recimo, tamle je knjiga, kjer je noter 5000 let. In bi šli od tiste lesobe do tjale gor in vsaka bi bila 100 let. Zdaj pa, predstavljamo si, da 100 let hitro mine, en dan tudi hitro mine. In tukaj se zdaj srečajo pravzaprav te prispodobe. Razvoj človeka gre tako, kot je razvoj otroka. Ko je otrok majčkan, je pravzaprav neroden. In to je začetek civilizacije, ki gre, vidimo, proti Sumercem, ali pa še naprej proti Egipčanom. Starejši to postaja bolje uglajen in prihaja pravzaprav na tisto obdobje. Ampak nikjer ni rečeno, da je stara kultura slaba kultura. Govorimo samo o različnih stopnjah. In kot recimo, zdaj pa
nastopam recimo jaz kot človek, vi kot človek, vsak individuum ima svoje sanje, svoje otroštvo. In vsak izmed nas zna biti umetnik, zna hoditi, zna peti. In moja naloga je pač to, da vse te stvari izvabljam iz vsakega človeka. Zaradi tega je moje razmišljanje malo drugačno od večine ljudi, ampak še vedno mislim, če bi mi pravzaprav te umetne inteligenci dali pravzaprav tisto navodilo, da ne ohranjajo naravo tako, kot jo znajo te južnoameriške indijanci, ob Amazonki, ker smo rekli, da so 20-30 tisoč let to naravo ohranjali, potem bo ta inteligenca dobra. Če pa bojo dali informacijo, da je treba dobiček, pa orožje, pa denar, pa bla, 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 potem je pa to konec civilizacije. In se zna zgoditi, da bi se v 100 letih, v 100 ali pa 300 letih, vse tisto, kar so 100 000 let gradili, porušilo. Ne govorimo za sebe, govorimo o naših otrocih, o njihovih otrocih otrok. Zaradi tega se mi zdi to pomembno izpostaviti. No, jaz zdaj tole lahko spravimo, hvala lepa, tole bom dal stran, pa se dotaknemo pravzaprav tistih sanj, ko smo rekli, kot otrok, ko nastopaš pravzaprav, igraš se ob vodi, imaš pesek, imaš sonce, imaš vse in si srečen, a ne? Kaj potem rabiš, da si tako 30-krat bolj bogat od nekoga drugega? Vsi imamo pa iste želodčke. Govorimo o tem, da intelektualci, tisti, ki smo pač študirali, se mi zdi, smo tudi prvi na svetu, ki bi pravzaprav morali ugotoviti, da so dobrine res, da si zaslužimo, ampak da moramo te stvari deliti na ljudi. In dovolj je 2-krat, 3-krat več, da živiš več kot dovolj, ker itak ti to ne bo sreče dati. Edina sreča je zdravje. To je vse, kar imaš. In dobri odnosi tebe in otrok. To je vse bogatstvo, ki ga bomo imeli. In smo govorili prej, da je en dan pravzaprav tako hitro mine kot vse človeštvo. In vsak dan ne bo dober. Vsak dan ne bo let. In moja istočnica je pač ta, ko sem delal, ustvarjal, sem delal recimo 30 let samo v sanjah, da bi enkrat kakšne take prostori lahko zaživeli. Nič drugega. Ko greš v prostor, pa si želiš recimo taka lepo arhitektura, kot je tale, ko je trava gor. Vsi bi gledali ven, noben ne bi gledal soseda, vsi gledajo naravo in jo obožujejo. In recimo, to je ta princip zemeljske arhitekture. To so vse sanje, ki mogoče se bojo dajo resnične. Pa smo pa druge stvari. Druga najpomembnejša stvar je pa sodelovanje. Tukaj nas je precej ljudi. Jaz sem prepričan, da se bojo debate še razvile še pol. Ampak najbolj pomembno je, da se vse življenje srečujemo, da ne nehamo, da se povezujemo in da naredimo ene stvari. Če jaz lahko v kamnu naredim tako stvar, torej, ne mi pole reči, v kocko jo sklešam, ne mi pole reči, da ne morem arhitekture narediti ali pa nekaj drugega, ne? Govorimo o tem, da se stvari dajo narediti. In internetni svet se da narediti, se da realizirati. Majhno je lahko veliko. Če ti imaš lahko tako majhen model, pa je to arhitektura. Ta arhitektura je živa. Sam treba se je upati. Še nekaj zanimivo, da dobra arhitektura zdravi. To pa vsi pozabljajo. Ni vse eno, kakšne stvari narediš. Toliko. Se mi zdi, da se bo itak še čas, da se še malo spoznamo. Ampak to so projekti, ki so recimo vsi, ki smo jih bili v moji. To je recimo arhitektura, organska arhitektura, kjer se stvari prepletajo in smo jo objavili v delu. Zaenkrat hvala lepa. Pa če bo kakšno vprašanje, izvolite. Kakšno vprašanje, razmisle, komentar, dobra arhitektura zdravi, misel, ki se tu dotika. Jaz sem zdaj že malo teček, ker sem zanimiv. No, ena stvar me je večko motila, intelektualci,
smo prvi, ki ne bi ugotovili, da je treba deliti eno filo, žal. Žal je tako, jaz sem tudi mislil, ko bom prišel na faks, to so pa eminenca, to so pa, ko bi rekel, Smetana, vrhunec modrosti človeštva, ni res. Izobrazba ni korelirana z modrostjo. Torej, tako rečem, navaden kmet, pa to ni žaljuka, ne, to je obratno, ne, je lahko predvsem modrejši od doktorja znanosti, od profesorja na fakulteti. Torej, na fakulteti žal srečaš vse človeške napake, pa še mogoče so bolj potencirane, ker se ljudje bolj izobraženi, inteligenco so postavili do viška, zavesti seveda ne, in potem tisto inteligenco zlorabljajo za to, da manipulirajo. Tako da intelektualci dejansko niso prvi, ne, ki naj bi to pozili. Naj bi, pa ne tega ne delajo. Jaz pravim zato, da se te stvari počasi uredijo. Nekje se je treba začeti, drugače bojo ljudje okupali. Samo izobrazba k temu ne, žal. Ne. Mogoče pa je Zdrava kmečka pamet. Super, hvala. Še kakšno? Rajše vprašanje? Ja, mogoče bomo kdaj skupaj naredili eno tako arhitekturo, ne noro. Zakaj ne? Ker pogledajte, vsi pravijo, pet ven. Ampak Slovencem, ne, zakaj bi mogel ven hoditi? A mi res nimamo gradbenikov, nimamo strojev, nič ne znamo narediti. Bistvo je pa samo to, da se ne znamo zmeniti, da ne znamo skupaj stopiti. In ne rabimo dirigente, a ne, ki bi povezovali ljudi. In to je bistveno. Se pravi, ohranimo tole misel in si jo vzamemo danes domov. Mogoče začnemo govoriti to dirigentsko noto v vsakemu posamezniku in pa misel po povezovanju, odpiranju tega in mogoče naredimo nek tak prostor. Super, in tako kot sem rekel, vsak izmed nas, izmed vas je umetnik. Vsak otrok zna. Ima svoj glas je inštrumenta, ne? To poje. Vsak zna pet, vsak zna risati, vsak ne to goji pri sebi in bo eksplodiralo vse. Hvala lepa za tole eksploziju.